poletnih dneh pripeljal v prečudovito Kazinsko dvorano Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Že sam prostor nakazuje, da gre za res posebno priložnost. Kaj šele bo povedala glasba. Z nocojšnjim koncertom zaznamujemo prav posebno obletnico. 20 let delovanja poletne glasbene šole Danice Neuwirth-Koren. 2 desetletji predanosti, trdega dela, glasbene rasti in številnih mladih talentov, ki so pod skrbnim vodstvom ustvarjali, se učili in rasli, tako v glasbi kot ljudje. Danes jih je na odru prek 30. Med njimi so tisti, ki se še šolajo in tudi letos odhajajo na poletno glasbeno šolo, in tudi tisti, ki so šolanje že zaključili, a se zelo radi spominjajo najlepših poletij v orkestru v morju in so z veseljem pristopili ob tem častitljivem jubileju. Današnji nastop torej ni zgolj še en koncert, temveč je odsev življenja idejne in umetniške vodje projekta Danice Neuwirth-Koren, ki je idejo o uresničitvi sanj mladih glasbenikov na zabaven način razvila in udejanjila skupaj s svojo hčerko Barbaro Kolbl, sicer tudi njeno dijakinjo in danes eno izmed tistih, ki obuja spomine v vlogi koncertne mojstrice, in sinom Juretom Korenom, ki danes prav tako obuja spomine in hkrati prevzema vlogo dirigenta orkestra. Ko boste poslušali, si danes dovolite, da vas glasba popelje tja, v zgodbe 20 poletnih glasbenih šol, k morju, soncu, druženju, vajam, igranju v orkestru, k prijatelju. Zaslutili boste, kaj je mislil neznani avtor, ki je nekoč dejal, da je orkester kot življenje samo. Vsak ima svojo vlogo, a šele skupaj ustvarjamo harmonijo.
da je orkester kot družina in verjetno bi se strinjali, da smo lahko temu priča tudi danes. Se pa v vsaki družini pojavijo trenutki, ko nekdo zasije, seveda še vedno v svetlobi drugih. V orkestru so to solisti. Pred nami je skladba, v kateri se bo kot solist predstavil Filip Rudnjak, 13-letnik, ki je z učenjem klavirja pričel kot 5-letni otrok. Trenutno pa se izobražuje na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Je dobitnik številnih priznanj in nagrad. V Cankarjevem domu je nastopil z orkestrom Slovenske filharmonije, poletja pa rad preživlja v morju v družbi ostalih navdušencev nad glasbo, kjer je imel že več priložnosti, da kot solist obogati naslov orkestra poletne glasbene šole Danice Norbert Koren. Tudi danes bo gotovo navdušil.
tako kot zemlja v prijetni poletni nevihti, so tudi oni šli malo krepčati z vodo, kaj hitro pa bodo nazaj. Vmes pa so mi dali nalogo, da vam odgovorim na vprašanje, ki si ga prav gotovo zastavlja vsak od vas, kako se zgodbe, kot je današnja, sploh pričnejo. Danica Majbert Koren izhaja iz glasbene družine Novjad. Po maturi je šolanje nadaljevala na Akademiji za glasbo, kjer je tudi diplomirala. Že v času študija je bila redno zaposlena kot članica opernega orkestra SNG Maribor. Po približno 20 letih pa je začela svoje znanje prenašati na mlajše prek poučevanja na različnih glasbenih šolah. Od leta 2002 je redno zaposlena na glasbeni šoli Franko Ruploželjske Velenje, pri čemer je pod njenim mentorstvom uspešno maturiralo že 33 violinistov, od tega jih je 15 že zaključilo akademski študij na tem področju. Da ne bomo zares predolgi, ker okrepitev tako dolgo tudi ne traja, predlagam, da se po njenih številnih uspehih in pridobljenih nazivih preberete v programskem listu, mogoče po koncertu. Jaz pa po novini poudarim le še, da je prav Danica tista, ki že 20 let organizira in vodi poletno glasbeno šolo, katere sadove poslušamo tudi danes. Vedno poudarim, da tega ne počne sama, temveč s pomočjo številnih prijateljev in sodelavcev, še posebej pa ob pomoči hčere Barbare Kolbel in sina Jureta Korena. Je že res, kot pravijo, družina te oblikuje kot človeka, orkester pa kot glasbenika. V obeh primerih šteje isto, povezanost.
glasbena šola Danice Neuwirth Gorenc zbirališče vrhunskih mladih glasbenikov dokazuje tudi Mark Leo Kranjc. Večkrat nagrajeni violinist, ki se je v času srednješolskega glasbenega izobraževanja, ki ga zaključuje prav letos, udeležil 28 državnih in mednarodnih tekmovanj in prejel 17 absolutnih zlatih nagrad. Violino se je začel učiti pri 5 letih pri Barbari Kolbl, nadaljeval pa je pri Danici Koren. 11 let se neprekinjeno udeležuje poletne glasbene šole, svojo pot pa želi nadaljevati kot profesionalni solo violinist. Ne dvomim, da vas bo prepričal, da se to še kako zasluži.
tile bi pa človek pomislil, da tile mladi glasbeniki ne morejo znati še kaj drugega, ker očitno cele dneve samo pamtijo, pa tako dobro igrajo. Ampak vendarle znajo marsikaj, kljub temu, da res precej veliko tudi vadijo. Mark recimo zna odlično povedati nekaj čisto iskrenih besed o tem, kako je on doživljal vse izkušnje v poletni glasbeni šoli 11 let. Mark, izvoli, predajmo angleški mikrofon. Vsako poletje, 2 tedna, kar 12-krat, sem bil del poletne glasbene šole Benec Andrej Štukerje. Saturn zame ni bil samo vaja, tehnika in priprava na novo šolsko leto. Teh 12 dni je bilo zame obdobje, ko sem se popolnoma povezal s glasbo, violino in s samim seboj. Tam sem lahko rasel v okrožni skupini, ki razumejo, kako posebna je glasba. Naš šolnik je razgledal nekako tako, zjutraj violina, popoldne pa morje, sonce, sneg, druženje, plavanje, večeri pa nastopi ali državne igre, pogovori pozno v noč, in seveda tisti legendarni Marcin Robertov. Tukaj sem odraščal z Volkom v eni roki in z Zlatom v drugim. Zlato me je naučil, da je glasba še lepša, kot je z drugimi, tako na odru kot na vaji. Tako da hvala, da bom šla na vseh 12 ljudi.
glasbe, spominov in slutnje prihodnosti, ki je lepa. Nocoj nismo slišali le tonov, slišali smo prijateljstvo, delo, predanost in skupno pot. Orkester nas je spomnil, da glasba ni le umetnost, je prostor povezanosti. Tako kot družina, kjer vsak prispeva svoj del in šele skupaj zares zvenimo. Ob tej čudoviti 20-letnici se iskreno zahvaljujemo gospe Danici Neuwirth-Koren za vizijo, srčnost in pogum, da je zgradila nekaj, kar glasbo prenese tudi onkraj nas. Že niso čisto naključne. Tiste 3 vrtnice predstavljajo tesno povezanost s sinom in hčerko, vse okrog pa potem cveti, tako kot tukaj na Bogu. Hvala vsem mentorjem, ki so se prej kratko pokazali. Posebna zahvala tudi staršem. Hvala operi, ki je danes dovolila, da se lahko tukaj srečamo in uživamo v čudovitem prostoru in glasbi. Hvala mladim glasbenikom in tudi vam, dragi obiskovalci, ker svojo prisotnostjo podpirate rast in prihodnost mladih talentov. Pred zadnjo današnjo pravljico vam zaželim le še, da vas nocojšnji večer spremlja še dolgo kot opomnik, kako bogato zveni svet, kadar vanj vložimo srce. Hvala in po tej skladbi lepo povabljeni, da doživeto na kratko medsebojno podelimo v predvirju, ob kozarčku in prigrizku, torej v sosednjem pristolu. Lep večer še naprej, zdaj pa pravljica.